Na veliki nagradi Latvije 8. dirki svetovnega prvenstva v motokrosu Tim Gajser 4., pancar do rezultata sezone. Kartodrom Speedworld v Bruku v Avstriji je bil prizorišče 3. dirke državnega prvenstva Slovenije v kartingu. Legendarna proga Cukrca v dolini pod Kalom je gostila 4. dirko Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Lovro Setnikar je tekmoval na trial tekmah Evropskega pokala v Španiji in svetovnega prvenstva za mladince v Andori. Enej Krševan je v Estorilu na Portugalskem na drugi dirki Evropskega prvenstva razreda Moto2 prišel do prvih točk v sezoni. Slovenski spidvejisti so kvalifikacijsko dirko Evropskega prvenstva parov do 24 let v Pardubicah končali na 3. mestu. Osma dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je potekala v Kegumsu v Latviji. Na progi Zelta Zirks se Tim Gajser in Jan Pancar v kvalifikacijah nista najbolje odrezala. Po malce slabšem štartu sta svoji uvrstitvi vseeno uspela solidno popraviti. Vožnjo sta končala Gajser na 7. in Pancar na 17. mestu. Nedeljski vožnji na mehki podlagi sta se jima išli bolje. Gajser štartoma sicer spet ni navdušil, a je nato v obeh vožnjah zelo dobro dirkal in premišljeno prehiteval tekmece. 5. mesto v prvi in 4. v drugi vožnji sta mu prinesli skupno 4. mesto na dirki, 4. pa je tudi v skupnem seštevku razreda MXGP za svetovno prvenstvo. Pancar je še posebej v drugi vožnji vozil izvrstno. V cilj je pripeljal na 7. mestu, višje v sezoni še ni bil. Tudi skupno 8. mesto na dirki je potrditev, da je v formi, s katero se lahko nadeja podobnih izidov tudi v nadaljevanju sezone. Eno članstvo za vse. Za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Tretja dirka državnega prvenstva Slovenije v kartingu za voznice in voznike z licencami AMZS se je odvijala na kartodromu Speedworld v Bruku v Avstriji. V lepi junijski nedelji so na svoj račun prišli tudi gledalci. Uživali so lahko v bojih na progi, na kateri je bilo kar precej gneče, saj so tekmovali še za točke centralnoevropske cone, za avstrijsko in madžarsko prvenstvo ter za pokal Sportstil. V razredu mikro je imel Renej Štokl po zmagi v prvi vožnji v nadaljevanju tehnične težave, ki so ga oddaljile od najvišjega mesta na zmagovalnem odru. Priložnost je z obema rokama pograbil Matija Vlačič, ki je tako premierno slavil zmago na dirki državnega prvenstva in prvič v karieri stal na najvišji stopnički odra za najboljše 3. V razredu mini Timon Grgič ni dovolil presenečenja in si je suvereno privozil novo pomembno zmago, s katero se je še utrdil v skupnem vodstvu. Še najbolj se mu je približal borbeni Žak Krajnc. Pred dirko nisem imel načeloma nobenih skrbi, saj sem vedel, da imam to hitrost za prve 3. Je povedal drugouvrščeni Krajnc. Ta proga mi je izmed najboljših, saj je zelo hitra. Hitra, da je pristala na 3. mestu na odru za najboljše 3, pa je bila tudi vselej nasmejana Neli Štrajhar. Razred junior je postregel z obilico prehitevanj, ki so navduševala tudi gledalce. Maj Rakuša je unovčil mednarodne izkušnje, ki jih je nabral na prvi dirki tekmovanja FIA Academy Trophy Junior v Genku. Ni šlo glih vse po planu, ampak ni pa bilo tako slabo, saj drugo dirko nismo imeli glih prave temperature v gumi. Skrbelo me je,
da pač kako bom končal, da bom pač čim boljši. A to ga ni zaustavilo. Bil je najboljši v razredu junior ter skupno hitrejši od Nika Breclja, ki je končal na drugem mestu zmagovalnega odra. V razredu senior je dominiral Nik Trobec. Voznik z Obale je v državnem prvenstvu Slovenije tekmece suvereno pustil za seboj ter se veselil nove pomembne zmage v lovu na naslov državnega prvaka. Maj Sadar mu tokrat preprosto ni bil kos in je zasedel skupno drugo mesto. Tretje pa je osvojil Jan Turk Blažič, ki je premierno stal na zmagovalnem odru v državnem prvenstvu. Razred DD2 je bil vnovič povsem v znamenju Dimitrija Mlakarja. Ponovno je pustil vse tekmece za seboj in prišel do nove zmage ter točk, s katerimi se je suvereno utrdil na prvem mestu skupnega seštevka. Današnji nastop je imel nekaj pomanjkljivosti, saj nismo čez cel vikend našli pravih nastavitev. Imel sem sicer nekaj sreče danes, ampak kar solidno. Ni bil pretirano navdušen zmagovalec, ki ga težave niso spravile v zadrego. Pa ni me nič skrbelo, ker sem vedel, da imam dosta izkušenj, tudi neko hitrost imam določeno. Mogoče malo, kako se bo gume obnašale med dirko, ampak se je zgodilo, kaj se je zgodilo. Drugo mesto na zmagovalnem odru se je pripeljal Taj Šiler, tretjega pa se je veselil Andro Pertot. Naslednja, četrta preizkušnja državnega prvenstva Slovenije v kartingu voznice in voznike čaka 26. julija v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Motokrosisti, ki se borijo za točke elf državnega prvenstva Slovenije, so imeli četrto dirko sezone v dolini pod Kalom. Organizirali so jo člani AMD Šentvid pri Stični, ki so pripravili legendarno progo Cukarca. Vremenski pogoji so bili tisti pravi za dirkanje. V petek dež, včeraj še zadnja priprava proge. Danes pa lepo sončno vreme in se mi zdi, da so tudi vozniki prišli na svoj račun. Kljub res kar visokim temperaturam se mi zdi, da smo zadržali dober oprijem na progi tekom celotnega dneva. Prvi so pripravljeno podlago preizkusili vozniki v razredu s 85 kubičnimi motorji. Tim Repnik je v obeh vožnjah hitro prevzel vodstvo, kmalu po spustu štartne rampe in si privozil dve novi dragoceni zmagi v lovu na državni naslov. Še najbolj se mu je približal Leo Gajser, ki je na koncu na odru za zmagovalce zasedel drugo mesto. Tretje pa je osvojil italijanski voznik Giulio Pitako. Veterani, ki so pokazali zavidljivo fizično pripravljenost za dirkanje, so vozili skupaj. V razredu veterani 40 je po prvi vožnji najbolje kazalo Janezu Ceglarju. Vendar v drugi je bil boljši Matej Žvan, ki si je privozil skupno zmago pred Ceglarjem. Tretje mesto na odru za zmagovalce pa je pripadlo Boštjanu Mavru. Razred veterani 50 je bil tokrat povsem v znamenju Tomaža Jankoviča, ki je bil neulovljiv za tekmece. Za mene je super dirka, oba dobra štarta, tako da sem obe dve dirke kar suvereno zmagal, sem bil tudi sam presenečen. Na zmagovalnem odru sta Jankoviču družbo delala drugi Leon Ferš in tretji Manfred Kainz. Matic Maček je bil osrednje ime obeh voženj v razredu motorjev s prostornino do 65 kubičnih centimetrov. V prvi mu je sicer nekaj preglavic povzročal Max Sedlašek. Zaradi Sedlaška, ker je naredil napako na skoraj zadnjih krogih, sem prišel do prvega mesta in zmagal. Je iskreno priznal Maček, ki je prvi favorit za državni naslov v tej kategoriji. Vožnjami sem zelo zadovoljen, ker sem že v veliki prednosti in ker so mi proge tu res všeč v Sloveniji. Sedlašek se je moral pač zadovoljiti z drugim mestom. Tretjega pa se je tokrat veselil Lan Vrbek. Zdaj bomo probali še več trenirati,
da bom čim bolj dober še izven Slovenije. Najmlajši motokrosisti so vozili v pokalnem prvenstvu na motorjih s prostornino do 50 kubičnih centimetrov. Obe vožnji je najbolje opravil Ivan Janžek, ki je vknjižil dragocenih 50 točk za skupni seštevek. Prvič sem na Slovenskem dobil obe dve tekmi, sem dobil Halsat. Drugo mesto je ob koncu dneva zasedel Matic Zidanšek. Najboljši del mi je bil, ko sem prišel na ciljni skok, pa ko sem ga malo vipnil. Je bil navdušen mladi motokrosist, ki je prvič v karieri stal na zmagovalnem odru na dirki državnega ranga, enako kot tudi tretje uvrščeni Nik Vranešič. Ovinki so bili fajn lepi, v drugi vožnji. Pa je Vranešič pohvalil zavzeto delo organizatorjev. Za točke pokalnega prvenstva so se borili tudi malce starejši motokrosisti. V razredu MX5-2 je bil znova najboljši Teo Krajnc. Na mestih 2 in 3 pa sta pristala Marcel Pezdirc in Maj Kotarc. V odprtem pokalnem razredu je največ pokazal Matija Grahek. Za njim sta se na odru za zmagovalce zvrstila Žan Pintar na drugem in Jaka Osek na tretjem mestu. Razredi MX125, MX2 in MX Open so vozili skupaj. V dveh vožnjah z motorji s prostornino do 125 kubičnih centimetrov je s progo in tekmeci najbolje opravil Aleks Novak. Več izkustva, predavijem vsako tekmo, tako da dan je bil odličen. Drugo mesto si je privozil vodilni v skupnem seštevku Taj Goleš. Tretji pa je bil tokrat Jure Čuden. Jaka Peklaj, trenutno vodilni v skupnem seštevku razreda MX2, na domači progi, ki jo pozna kot lasten žep, tekmecem ni dovolil presenečenja. Mark Miller je vozil dovolj zanesljivo, da si je pripeljal končno drugo mesto. Tretje pa je na odru za zmagovalce zasedel Timotej Žafran. Pogoji na progi so bili super, moram zelo pohvaliti organizatorje, zelo dobro so pripravili progo skozi. Tudi prefrezali so jo vmes, tako da je bila res zelo dobra. Odprti razred je prinesel zelo oster boj za končno zmago. V prvi vožnji je bil prepričljivo najhitrejši Lukas Osek, a v drugi ga je za seboj pustil Denis Jakša, sicer drugi v prvi vožnji. Drugi vožnji pa holshot in res suverena, odlična vožnja, sproščena, odlično sem se počutil in zmaga na koncu skupno prvo mesto. Osek je tako zasedel drugo mesto, na zmagovalnem odru pa je na tretjem stal Miha Bubnič. V bistvu zelo zadovoljen z izkupičkom, tretje mesto, prvi pokal, prve stopničke letos. Na morebitne nove stopničke pa bo moral počakati vsaj do septembra, ko bo na progi v Mačkovcih na sporedu 5. dirka Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Entrimo v Španiji je gostil tretjo in četrto tekmo sezone Evropskega mladinskega pokala v trialu. Slovenske barve je branil mladi Lovro Setnikar, ki se je zelo dobro spopadel s postavljenimi sekcijami. V 2 krogih jih je moral prevoziti 12. Prvi dan tekmovanja mu je to uspelo s 26 kazenskimi točkami, kar mu je prineslo 7. mesto. Sekcije so bile vse naravne, razen 12, se pravi zadnje sekcije, ki je bila umetna. Skale so imele grip in si lahko dobro vozil po njih. Drugi dan tekmovanja je popravil izkupiček in imel 2 kazenski točki manj, ter se uvrstil na 5. mesto. Z rezultatom nisem tako zadovoljen, lahko bi bil boljši, ampak ja, se bom potrudil za naprej. V Andori je nato sodeloval tudi na uvodni preizkušnji za točke svetovnega prvenstva v trialu za mladince. Debitantski nastop v razredu Trial 3 je opravil pogumno. Ob koncu dneva je zasedel 25. mesto. Naslednji dan je bil že malce bolj sproščen in se je znebil nekaterih nepotrebnih napak, kar mu je prineslo končno 22. mesto.
Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Estoril na Portugalskem je gostil drugo dirko sezone Evropskega prvenstva razreda Moto2 v cestno-hitrostnem motociklizmu, v katerem tekmuje tudi Enej Krševan. Mladi dirkač, ki vozi za moštvo Eagle One, je prišel do prvih točk Evropskega prvenstva v novi sezoni. Na dirkališču Fernanda Pérez da Silva je osvojil 12. mesto v prvi in 15. mesto v drugi vožnji, čeprav zaradi poškodbe desne roke, ki jo je utrpel v Barceloni, ni bil 100% pripravljen. Enejev mlajši brat Tijan Krševan pa je tekmoval v Evropskem mladinskem pokalu razreda Moto4. Žal se mu ni uspelo uvrstiti med 30-terico, ki se je borila za evropske pokalne točke. Naslednjo priložnost bo imel 5. julija na dirkališču Ángel Nieto v Jerezu v Španiji. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si. Mlada speedway reprezentanca Slovenije do 24 let je v Pardubicah vozila kvalifikacijsko dirko Evropskega prvenstva parov. Barve Slovenije so zastopali Gregor Zorko, Anže Grmek, Svencerjak in Tilen Bračko. Pod vodstvom Gregorja Arenška je slovensko moštvo zasedlo 3. mesto. Zmagala je reprezentanca Švedske pred združenim evropskim moštvom, Slovenci pa so za drugim mestom zaostali zgolj za točko. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. V nedeljo 21. junija bo AMZS Center kartinga in motošporta v Sloveniji vasi v znamenju mini cestno-hitrostnega motociklizma. Na sporedu bo 4. dirka državnega prvenstva Slovenije. V nedeljo 28. junija bodo 4. letos za točke državnega prvenstva vozili tudi cestno-hitrostni motociklisti. Pomerili se bodo na progi v Brnu na Češkem.